Splošna knjižnica Slovenske Konjice je v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje organizirala zdravstveno predavanje o slušnih pripomočkih. Predavala sta Robert Lepener iz podjetja Neurot in pa Adem Ihjafendić iz Centra možnosti. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dovolite mi, da kot predsednik društva bi jaz na začetku pozdravljam vse prisotne. Današnje predavanje je že tretje in lahko bi rekli, da postajajo ta predavanja že tradicionalna. Naše poslanstvo je, da osebam z okvaro sluha nudimo pomoč in pri premagovanju komunikacijskih ovir jih združujemo in prepričujemo njihovo izključenost. S tem predavanjem želimo ravno to, torej informirati naglušne o novostih glede slušnih aparatov, ki se pojavljajo na trgu, o tem, kako obvarovati sluh in o raznih tehničnih pripomočkih, da bodo komunikacijske ovire čim manjše. Torej, vesel sem, da ste se vabilu odzvali tudi današnja predavatelja in z zanimanjem pričakujem njune predstavitve. Med nami pozdravljam tudi predsednika Naglušnih Slovenije, gospoda Franca Kosa, tolmačko Marijo Koser. Sedaj pa prosim, da prevzame besedo gospod Franc Brečko. Lepo pozdravljena, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. V naši sredi tokrat pozdravljamo gospoda Roberta Lepenerja, pravilno, iz podjetja Neurot. Ljubeznivo so se odzvali na naš predlog, da nam predstavijo aparate, ki jih nudi njihovo podjetje in z veseljem ga bomo poslušali. Upam, da bomo danes zvedli, kar se mogoče ne vemo, kako ravnati z aparati, kaj vse to podjetje nudi in mislim, da nam bo to v veliko pomoč. Gospod Robert, besedo predajam. Hvala. Dober večer, pozdravljeni. Tako kot je gospod Brečko povedal, sem Robert Lepener, predstavnik podjetja Neurot slušni aparati v Sloveniji. Sem območni vodja, pomeni območje Prekmurja, Podravja in seveda še Celjski konjski pokriv. Neurot obstaja v Sloveniji, se bomo pa dobro povedali, zdaj komaj 3 leta, zgodovino bomo pa da razložil. Tako kot piše na našem sloganu, tudi najboljši instrumenti se morajo kdaj pa kdaj oglasiti, pomeni to, da pač, ko pride do naglušnosti, se potrebuje pomoč in tukaj smo tudi mi lahko vaš naslov. Sam Neurot je že na tržišču preko 100 let. Pozdravljen, gospod Adam. Prihajate iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tokrat že tretjič v našo knjižnico. Danes smo bili priča predavanja o slušnih aparatih. Ob nakupu slušnega aparata je potrebno izbrati pravilnega. Za pravo izbiro pa naglušna oseba mora priti do pravih informacij. Na koga se mora oseba obrniti, da te informacije lahko dobi? Na Zvezi društev gluhih in naglušnih izvajamo program Centra možnosti tehnično-informacijske pisarne, ki je odprta vsako sredo od 1 do 18 ure
in nudimo v bistvu vse informacije v zvezi z slušnimi aparati, postopkom, kako do slušnega aparata, do prvega slušnega aparata, do ponovnega slušnega aparata, tako da se lahko obrnejo na nas direktno, na Zvezo društev gluhih in naglušnih, preko telefona vsak dan do 14. ure, preko elektronske pošte ali nas obiščejo v Ljubljani na Drenikovi 24 v naših prostorih ob sredah med 1 in 18. uro. Te informacije pa lahko dobijo tudi v svojih lokalnih društvih pri strokovnih delavcih, ki so zaposleni v društvih. Slušni aparat za vsako naglušno osebo predstavlja dokaj velik strošek. Zanima me, če so ti aparati na kakršenkoli način subvencionirani in pa s čigave strani? Država zagotavlja vsaki naglušni osebi na vsakih 6 let 315 € za slušni aparat, ki je standardni slušni aparat in ga lahko naglušna oseba dobi brezplačno, medtem pa, ko dražje slušne aparate, ki jih mora doplačati, država subvencionira, to se pravi, da država vsakemu zavarovancu iz naslova zdravstvenega zavarovanja prispeva k slušnemu aparatu 315 €. A je možno te aparate zavarovati? Ja, nekateri prodajalci slušnih aparatov ponujajo kot produkt zavarovanje slušnih aparatov za primer poškodbe, izgube in nepravilnega ravnanja. Je pa v bistvu, mislim, da pri nas v Sloveniji zaenkrat ta produkt ponuja samo eno podjetje. Gospod Adem, najlepša hvala, pa upam na naslednje leto zopet. Vsekakor. Hvala tudi vam.